gostje, dragi gosti. Veliko čast in veselje mi je, da danes predstavljamo 15. knjigo avtorja Marjana Ogorevca. Z vami sva Petra Bole, avtor knjige, urednica knjige. Moja naloga danes bo, da nekako v tem času 1 ure trdno držim krmilo, da ne bomo kam zašli, nekakšno včer. Vsebin je veliko, knjiga je izjemno zanimiva, pa bi za začetek morda spregovorila par besed o avtorju, Marjanu Ogorevcu, ki ga verjetno dobro poznate njegove knjige. In sicer Marjan Ogorevc je bioterapevt, športni trener, avtor številnih kolumn, člankov, več kot 300 si jih napisal, nekoč v starih časih. Ne štejem. Ustanovitelj šole za karmično diagnostiko in že več kot 30 let proučuje načine, na kakšen način bi živeli bolje, bolj kvalitetno, duhovno zrastli in se rešili vseh težav in tegob, ki nas pestijo. Za začetek bi pa morda tukaj pozdravila še naše posebne goste, ki so z nami. Dobrodošli in dobrodošla tudi tolmačka strokovnega jezika. Ja, torej hvala za to obsežno predstavitev. Jaz bi se najprej tu zahvalil založbi Primus, ki je omogočila to predavanje. Moram reči, da imamo več kot 20 let en zelo dober poslovni odnos, torej nobene pogodbe, samo roko smo si dala z direktorjem pred 20 leti in vse štima v nulo. Torej, za primer, lahko bi bila to ena taka praksa uveljavljena. Torej, vesel sem, da sem z vami, žal imamo samo 1 uro na voljo. Me slišite dobro zdaj? Ja, tako. Torej, jaz bom tukaj odgovarjal na vprašanja, ki mi bo Petra zastavila, torej moram se na nek način malo organizirati, da vsaj bistvene vsebine, da se dotaknemo vsaj bistvenih vsebin, pa bomo videli, dokot pridemo, morda bo čas tudi, da vi postavite kakšno vprašanje. To je to. Ok, zdaj za ogrevanje, Marjan je športni trener, bil nekoč uspešen. Bistvo vsega je, da se najprej dobro ogrejemo, nekaj predigram. Tako da, Marjan, ti dostikrat poveš, da v bistvu iščemo stvari na mestu, kjer je luč, ko nekoga vprašajo, kje išče ključe. Ja, to je zanimivo. V naši družbi vsi nekaj iščemo in ne iščemo na pravih mestih. Obstaja ena zgodba, zelo poučna, turškega Nasreddin Hodža, mislim, da se je imenoval iz srednjega veka, in turški modrec, ki so ga zalotili, da je pod ulično svetilko se plazil po tleh in je nekaj iskal. In so ga vprašali, kaj iščeš? Pravi, iščem ključe. A si jih tu zgubil? Ne, ampak edino tu je luč. In tako mi včasih iščemo tam, ker mislimo, da lahko vidimo, v resnici so pa zadeve v ozadju. No, ampak da greva zdaj do tvoje knjige, to se pravi, tukaj je tvoja 15. knjiga, Moč svobode. V njej se nekako primerjaš z epskim junakom, grškim junakom Odisejem, ki je skozi svoje življenje bil bitke tako notranje, zunanje in na koncu uspešno se vrnil na svojo Itako. Kaj bi na kratko, če bi na kratko moral povedati nekaj besed o tej knjigi, zakaj je nastala ta knjiga? Torej, navdih za to knjigo Moč svobode sem dobil na podlagi te epske zgodbe, in Odisej me je navdihnil, da poskušam svoje življenje strniti v eno knjigo, kjer bi prikazal vse moje vzpone, padce. Včasih sem bil v življenjski nevarnosti, kar opisujem v knjigi, in na koncu sem prišel do tega trenutka, do te moči svobode. Kaj je pravzaprav moč svobode? Moč svobode je, da se lahko neodvisno od drugih odločam za tisto, kar se odločam. Torej, vsaka odločitev je tako in tako pravilna, samo vsaka odločitev prinese za sabo neke posledice. Zaradi tega mi se vedno prav odločamo,
Večina ljudi ima minimalno možnost, da bi se svobodno odločala. Zakaj? Zaradi tega, ker nas vodi naša podzavest. Naša podzavest, to je v njej so shranjene vsi programi, ki nas vodijo na podzavestni ravni, vsa preteklost, vsa karma, vse tisto, kar nosimo v sebi, in to določa, kako se bomo mi odločali. In tudi omahljivci, ki pravzaprav samo razmišljajo, mi rečemo dol pri nas, da cincajo, ki razmišljajo, kako bi se odločili, se podzavest vseeno odloči v njihovem imenu in za njih. In potem se samo čudimo, kako smo se napačno odločili po našem napačnem. No, ampak skozi knjigo, že v otroštvu, nekako si spoznal, da si drugačen, da so nekako pred teboj drugačni izzivi, nekako si nisi vklapljal to družbo. No, da morda se povrnemo čisto na začetek, Marjan je lansko leto nekako praznoval to svojo prelomnico in dolgo časa je rekel, zakaj bi sploh pisal avtobiografijo. To je potem, ko si že tam nekje na drugem koncu vesolja. Ampak ta avtobiografija je dejansko nastala popolnoma spontano ob pisanju knjige Izhod iz matrice, v kateri bo tudi nekaj govora danes. Potem je nastala v zelo kratkem času. Urejanje te knjige je bilo zelo prijetno. Marjan je tudi nekdanji vojak, kar boste lahko prebrali v knjigi. Končal vojaško šolo, bil 11 let služboval na podmornici, potem v Slovenski vojski. Tako da si predstavljate, da je bilo sodelovanje zelo na teh, vojaški disciplini. Ampak, če se povrnemo morda na knjigo nazaj, kaj bi morda povedal še knjiga ni samo tvoja avtobiografija. Knjiga je kot učbenik, kjer lahko v bistvu spoznate marsikaj. Prvo, jaz sem moški, tako da lahko poveš, da sem praznoval 70-letnico. Če bi bil ženska, potem bi morda zamočal to. Torej, 70 let, to je nekje, bi rekel, jaz rečem temu, da sem podaljšal garancijo. Zdaj, za koliko sem podaljšal, ne vem, bomo videli. V knjigi, najprej v prvem delu, je res tisti samo del moje avtobiografije iz otroštva. Potem brutalni odhod s 15 leti v vojaško šolo, srednjo vojaško šolo, veste, to je grozljivka. Pri 15 letih oblečeš uniformo, dobiš orožje in se usposabljaš kot vojak. Torej, to je z namenom. Vse vojske to počnejo na svetu z namenom, zato ker 15-letnega, ki nima svojo osebnost izdelano, ki ne pozna svojih meja, ki pravzaprav še ne ve, se veste sami, imate doma 15-letnike, veste, kako delujejo, ki nimajo še nič, takrat ga je treba brutalno mu počistiti možgane in ga potem programirati v 4 letih, da je vojak. Torej, ta vojaška šola je bila kruta, potem podmornica, ne bom veliko o tem govoril, samo morda eno takšno zgodbo z podmornice, kjer sem pa res videl tisti svet, tunel in svetlobo na koncu, ker sem pomislil, da me ni več nazaj. Torej, reševanje iz potopljene podmornice izgleda približno tako. Predstavljajte si, podmornica ima torpedne cevi, skozi katero izstreli torpeda. Te torpedne cevi so dolge 8 metrov, 55 cm premera. So za izstrelitev torped in so za reševanje iz podmornice, če se ne more rešiti. V resnici zgodovina kaže, da se večina posadk nikoli ne reši, vsi se utopijo, ampak psihološko, če ti povejo, ko boš član posadke, da imaš možnost se rešiti, potem se boš počutiš. In smo imeli vajo reševanja iz te torpedne cevi. 4 v posebnih oblekah kot skafandri izgledajo, 4 en za drugim gremo notri, v to se zapre loputa od znotraj, se dvigne pritisk, če si na primer na 30 metrov globine, moraš dvigniti pritisk zraka na 3 atmosfere, se prednja loputa odpre, voda, ker je isti pritisk vode in zraka, se izmenja in potem gremo ven. A me slišite tam zadaj? Torej, in jaz sem bil ta prvi, se mi je pokvaril aparat za dihanje, si predstavljate v
osko, komaj sem se zrinil noter, nimaš možnosti komunikacije nobene, edino čutiš, da umiraš, ker aparat je zaštekal in čutiš, da umiraš in potem se zbudiš, ko se te reanimira. In da bi bila norost še večja, potem je moj ego naredil to, da sem naslednji dan ponovil vajo. Si predstavljate? A imel sem možnost se izreči iz tega. Kaj se to sliši? Tale. Snemalnik. Telefon, ja. Aha. Ok. Ampak, če mogoče se lahko priključim. No, kaj Marjan pisal to knjigo, ravno v tistem času so predvajali tudi film Podmornica, da ste si ga pogledali. In v bistvu pisanje avtobiografije je nek odličen način, na kakšen način v bistvu se vrnemo, doživimo. Večkrat si rekel, ko sem to pisal, me je treslo, sem predeloval te grozovite spomine, to, kar se je dogajalo v tej tvoji izkušnji smrti. Ampak ja, takrat se tvoje izkušnje še niso končale. Pravzaprav se je šele začelo, v tvojem življenju. Ja, mislim, da telefon sigurno ni. Bom jaz poklicala punco, da uredi. Ok, nadaljuj, tudi če se sliši. Joj, zdaj me pa čisto vrgel iz tira Podmornice. Mene pa ni. Marjan je pripravil nekako rekla neko rdečo nit, s katero sem ga zelo zašla. In jaz sem si to pripravila na tako barvaste papirčke, kakor so čakre, ki so začeli bomo z rdečim. Tako da začneva zdajle o predvsem šoli za karmično diagnostiko, to se pravi stara etika, nova etika. In nekako narediva korak naprej, potem ko si ti nekaj z tega časa podmorništva, slovenske vojske, iskanja, v bistvu preživetja, prišel do duhovnih praks. Srečal si se z marsičem, tudi etiko. In to etika je tudi področje, v katerem zelo veliko predavaš šoli karmične diagnostike, katero tudi obiskujem sama. Morda poveš malce o tem. Ja, najprej okrog etike. Če govorimo o etiki v medicini, tam je etika dokaj dobro določena z medicinsko doktrino, z kompetencami, ki imajo vsi zaposleni, ki delajo, in je dokaj dobro določena. Na tem področju, ko sem se začel ukvarjati z različnimi metodami zdravljenja, pravzaprav skoraj pa ni nobene etike. Sicer je res, da tisti, ki je etičen, tisti ne rabi pravil. Ampak ker večina ni etičnih, torej potrebujejo pravila kot neke smernice. In prva zadeva, kar je mene zmedla, je, da v tej stari doktrini oziroma v paradigmi na področju terapevtskega dela je prevladovalo, da če nekdo dela z dobrim namenom, to pomeni, da ne more biti slabo tisto, kar dela. Jaz tu takoj odgovorim z zgodbo, da je opica v dobrem namenu, da se riba ne bo utopila, je vzela ribo iz akvarija. In mi smo vsi na neki meji, pridemo na neko mejo, ker smo opica, to pomeni, da ne vemo dovolj o tistemu, kar počnemo, zaradi tega moramo biti previdni. In v tej stari doktrini še večina terapevtskih metod še danes dela po tej stari, torej doktrini ali pa rečemo paradigma, temu, da je vsako bioterapevtsko delovanje, vsako dovajanje energiji nekomu, da je avtomatsko tudi koristno in dobro. Vendar jaz uvajam novo paradigmo, torej ne jaz, ampak to sem pobral že od Lazareva, torej novo paradigmo, ki pa pravi, da je neetično človeku samo pomagati odpravljati simptome ali blažiti simptome ali odpraviti simptome, in to traja nekaj časa, da je potrebno ugotoviti vzroke, zakaj je nekdo prišel v to situacijo. Vzroki so seveda, če gledamo širše, torej holistično gledanje na vzroke, smo jih te prinesli lahko iz prejšnjih življenj, smo jih prevzeli od staršev, smo
si jih pridobili ali pa prevzeli v času bivanja v maternici in potem seveda skozi življenje. Zaradi tega je potrebno pri vsakem terapevtskem delu, to bi moralo pravzaprav tudi medicina, za medicino bi bilo koristno, če bi razmišljala v tej smeri, ugotoviti, kje je vzrok, tudi če terapevt ali zdravnik ne ugotovi točno, kateri vzrok je točno povezan z določenimi težavami, potem vsaj pove osebi, torej nekaj bo treba spremeniti, nekaj hudičevo narobe delaš, ker si boln, ker imaš slabe odnose, ker si neuspešen, nekreativen, nimaš, torej ne veš pravzaprav, ne vidiš smisla v življenju, torej nekaj delaš narobe in je to potrebno pogledati, ugotoviti, ali pa vsaj, da oseba sama začne razmišljati, kako živim, kakšne odnose imam, kako se prehranjujem, kako imam urejen počitek in delo in še marsikaj od tega. Torej, ko pa začneš tako razmišljati, potem se pa tudi terapevtske metode drugače postavljajo. No, če se vrnemo nazaj na knjigo, do teh terapevtskih metod si ti, kot opisuješ v knjigi, prišel postopoma. Seveda. Si se srečal z različnimi, verjetno bo poslušalce zanimalo, večkrat vprašajo, katera metoda je pa tista, ki bi bila najbolj primerna za me. S katero metodo si bom rešil vse svoje vzroke, težave na svet? Torej, panacea, torej zdravilo za vse metode ni, v resnici, ampak vse metode nekako, torej, ko povzameš vse ta boljše iz metod, nekako zaokrožiš celoto in lahko pomagaš človeku. Če obvladaš več metod, potem se lahko odločaš sproti glede na problem, kako in s čim boš pomagal nekomu. Jaz sem začel z reikijem, pa radiestezijo, pa bioterapijo, pa biosinergijo, pa potem torej počasi sem potem prišel, torej še neke druge metode, nimamo časa toliko, da bi se s tem ukvarjali. Danes torej sem prišel do karmične diagnostika. Karmična diagnostika pomeni, diagnosticiram vzroke, karmične vzroke, zakaj sem prišel v to situacijo, v kateri sem. Karmično pomeni nekaj iz preteklosti, nekaj na podlagi našega delovanja. Karma je delovanja. Torej, kako sem deloval v preteklosti, v mislih, čustvih in v dejanjih. Zelo poenostavljeno mi imamo to v Sloveniji, torej kako seješ, tako žanješ. To je karma v resnici. Samo lepše se sliši, da je to karma, ker potem me bolj resno jemljajo, ker če bi govoril, kako sejete, tako žanjete, bi prišel pod kmetijstvo ministrstvo. Torej tam čist drugo ministrstvo bi me obravnavali. Poenostavljeno je to tako, če vzameš žogico, pa jo vržeš v zid, kakšna žogica se ti vrne, tista, ki se jo vrne. Če deluješ slabo, škodljivo, potem se ti to vrača na neki način, da dojameš lekcijo. Škodljivo delovati ni samo tisto, kar deluješ proti ljudem, proti skupnosti, ampak tudi najbolj škodljivo je tisto, kako deluješ do sebe, kakšne odnosi imaš do sebe. Torej, jaz prvi moram biti v dobrem stanju, mi v šoli za bioterapeute, v kateri predavam, nekoč sem jo jaz ustanovil, zdaj pa samo predavam. Torej pravimo, da terapevt pozdravi najprej samega sebe. Torej samega sebe je potrebno pozdraviti. Ampak to ne pomeni, da ne rabiš poiskati pomoč, tudi medicinsko. Samo ti moraš sebe pozdraviti, da zdravo razmišljaš, da si telesno zdrav, da si v dobri formi, da si na nek način za vzor tem ljudem, ki jim govoriš, torej kako naj živijo, kako naj razmišljajo, kako naj delujejo. Torej, a bi se vam dopadlo, če bi tle videli mene, čeprav imam 70 let, pa bi že imel opravičilo, ampak vseeno, če bi bil v slabem stanju, v slabi kondiciji, na pol mrtev, pa bi vam nekaj govoril. A bi to kdo slišal? Ne bi slišal. Torej, morate imeti nekaj
nekaj, kjer se lahko ogledate. Ne? Mogoče za poveva poslušalcem par besed o karmični diagnostiki. V knjigi opisuješ pravzaprav zelo zanimivo zgodbo, kako si se srečal s knjigami Sergeja Lazareva, kakšne prepreke so se ti postavljale na pot in v bistvu kako ti je ta prepreka, včasih se nam postavi nekaj na pot, si mislimo, zdaj pa konec vsega, ampak dejansko nam ta stvar, ta prepreka da mnogo več, kot smo si na začetku mislili ali pričakovali. Kako je bilo s tem? Ja, do karmične diagnostike Sergeja Nikolajeviča Lazareva sem prišel slučajno na enem predavanju, to je dolgo, tega je mislim več kot 20 let, mi je nek terapeut prinesel v hrvaščino prevedeno debelo skripto, torej od Lazareva, prevedeno iz ruščine in je rekel, glej, to mogoče po tebi kaj koristilo, jaz tega ne razumem. Zaradi tega, ker sem izšolan za drugačen način dela. In ko sem se jaz dokopal do tega, mene je streslo to besedo. Jaz sem se zakopal noter, torej jaz sem sposoben eno knjigo v enem dnevu prebrati. Sem prebral, jih podčrtal, izpiske delal. In potem prvi moj odziv je bil v tem, jaz želim, takrat je imel Lazarev že 12 knjig napisanih v ruščini, seveda, jaz želim te knjige prevesti v slovenščino, ker koliko toliko vladam ruščino še, kot sem bil trener, pa sem se družil z atleti, ruskimi atleti ali pa takrat še Sovjetske zveze, nisem mogel priti do njega na noben način. Sankt Peterburgu živi, jaz bi šel peš, če bi mi on dovolil, da me bo sprejel, verjemite mi, v Sankt Peterburgu bi šel peš. Nisem mogel priti po nobeni vezi do njega, zaradi tega, ker je on že takrat bil tako okupiran, da je njegova tajnica odločala o tem, koga bo sprejel. Si predstavljate. Torej, tajnice nisem mogel prepričati na noben način, čeprav sem bil takrat 20 let mlajši. Pa sem imel že malo drugačne argumente kot danes. In seveda niso dovolili in pozneje je prišel mail, da mi ne dovolijo avtorskih pravic, da bi prevajal. In sem se jaz odločil, da zdaj pa ustvarjam svojo karmično diagnostiko, torej na svoj način, sistematizirano, drugače, nam razumljivo, Rusi malo drugače funkcionirajo, so bolj na vzhod povrnjeni in iz tega je nastala sedaj 15. knjiga. Torej, kot posledica tega, da mi je dovolil. Takrat sem bil tako razočaran, nisem videl smisla, mislil sem, kako sem jaz nesrečen v tem življenju, kako so me prikrajšali, kako je pravzaprav ne fair, da mi ni bilo omogočeno. V resnici je bilo pa to dobro. No, kasneje je Lazarev celo posnel filmček, kjer ti v bistvu nekako pravi, in da, če sam poveš. No, midva sem se potem še srečala drugače, torej za večino je to malo znanstvena fantastika, vendar v meditaciji sva se povezala in sva oba ugotovila, da smo bila nekoč v Ukrajini več življenj nazaj oba šamana. Sva tekmovala med sabo, od tam neke zamere in tako naprej. Tako da pozneje je tudi, ko sem jaz deloval na Poljskem, so prevedli 4 knjige. Na Poljskem Poljaki so prevedli 4 knjige in pisal sem stalno kolumno za njihov ezoterični časopis in se je Lazarev javil tudi, da bi on tudi pisal, ker so tudi njegove knjige prevedli, vendar mu je lastnica tega časopisa povedala, da ima že najboljšega za karmično diagnostiko na svetu. Bil je ful užaljen in ampak to mu je povedala tudi iz tega razloga, ker Poljaki sovražijo Ruse. Nas imajo pa še radi, ker se jim nismo zamerili. No, skratka, praviš, da je super, če imaš nekega učitelja, tako ali drugače, tudi Naomi Feinberg je bila neka tvoja učiteljica, morda malo poveš o blinkanju oziroma o teh metodah, ki so tudi pripeljale do tega, da lahko lažje iščemo različne karmične vzroke. Ja, vmes na nek način prehajanju iz metode v metode, vsako metodo sem dobro preučil, sem delal s pomočjo nje, sem velikokrat tudi napisal o njej
In se potem me je vleklo naprej, torej jaz ne morem stati na mestu. Torej, ko nekaj osvojim, grem naprej. Sem se srečal tudi z Naomi Feinberg, Izraelko, ki mi je podala torej, znanje iz bioekonomije. Tam sem pa osvojil eno zelo zanimiv način, metodo prepoznavanja energij, ki deluje na binarnem principu, torej da, ne, z senzorji na vekah in na ta način lahko, kot danes chat GP4, prideš kamorkoli. Samo ne tako hitro, torej rabiš malo več časa, ampak ko dolgo delaš na ta način, potem možgani zgradijo neke vrste nevronsko omrežje, ki podkrepi ta način delovanja, zaradi tega je potem vse lažje. Torej, ona mi je dala zelo veliko na tem področju in seveda potem sem šel naprej. In seveda normalno je bilo, torej ruski mistik Gurdžijev je rekel, da v nekem trenutku svojega razvoja moraš začeti poučevati druge, da je to potem največji razvoj. In to je tudi res. Torej, mislim, da je sedaj poučujem v 27. generaciji bioterapeutov. 8 svojih, 4 sem pri Tadeju Pretnarju predaval, 4 na Hrvaškem, 1 na Poljskem in 10 zdaj pri Nelevi. To je kar nekaj izkušenj, torej kar nekaj ljudi sem dal čez. Seveda, ta šola je tudi, prvotno je bila zastavljena v nekem osnovnem programu, ki ga potem ves čas, vse ta leta ga izpopolnjujemo, sedaj uvajamo tudi nove predavatelje. Jaz se počasi osvobajam ujetosti v preveč predavanj, da imam čas za raziskave, predavam samo specialne vsebine in to je to. Torej, to je v resnici 3-letna šola, mislim, da na tem področju bioterapije edina resna šola v Sloveniji, ki pač funkcionira tako, kot funkcionira. No, in ti tudi večkrat poveš, da v bistvu v šoli ničesar ne poučuješ. Ti samo poveš, podaš znanje na nas učenci, ki pa potem ali to znanje sprejmemo, kako ponotranimo, se naučimo nekaj ali ne. Skratka, zdaj, če bi tebe ocenjevali v šoli s točkami, praktično ne bi dobil nič točk, ne? Verjetno ne. Ampak jaz mislim, da je to generalno, da učitelj nikoli ne more učenca naučiti nič. Učitelj lahko pove svojo zgodbo, lahko posreduje tisto, kar on ve, navede vire, pokaže način, kako nekaj narediti, učenci se pa sami učijo. In to je vedno tako. Tako kot pravim, da terapevt in zdravnik nikoli ne zdravita. Zdravi se vedno človek sam, medicina pomaga pač na način, v skladu z medicinsko doktrino, diagnostiko, vsem tistim, kar je medicini na voljo. Mi pomagamo s tem, torej terapevti, da pomagamo odkriti vzroke, da energijsko podpremo. Torej, tudi kot bioterapeut jaz nič ne delam. Pa pravijo ljudje, kako nič ne delaš. Samo pomagam ti odkriti vzroke za težave, ti to razložim, te vodim skozi procese razreševanja in te energijsko podpiram. Torej, nič ne delam namesto tebe. Torej, to je ena velika ugotovitev, do katere sem prišel, ker mene so še na začetku ti stari mojstri učili, da bioterapeut lahko nekaj naredi namesto človeka, da lahko uredi energijsko stanje, da ga podpre in tako naprej. Jaz danes vem, da nič ne moreš narediti namesto njega. Energijska podpora bioterapeuta na terapiji je v tem, da jaz moram biti v tako dobrem stanju, da se moja energija avtomatsko širi tudi na tistega, ki je pri meni na terapiji. In to je ta podpora. Torej, jaz moram biti v stanju, da ga lahko podprem. To je bistveno. V knjigi tudi pišeš, Marjan, svoje prakse,
terapevtski, k njemu je prišlo nekje okoli 5000 ljudi s takimi drugačnimi težavami. Zdaj terapij sicer ne izvajaš več, lahko te pa še najdemo na delavnicah na Otoku Ižu. Ampak moje vprašanje je, kakšni ljudje so prihajali k tebi, kakšne so bile njihove težave, bolezni, odnosi, kaj je bilo tisto, torej, so te poiskali? Težave so različne. V glavnem pridejo ljudje z neko fizično težavo. Nekdo pride in ga boli koleno. In pride, da mu pomagam pri zdravljenju kolena. Ko se malo pogovorimo, ko pogledamo na vzroke, ugotovimo, da ima slab partnerski odnos, da je nezadovoljen v službi, da se krega s sosedi in še marsikaj drugega. Torej, težave so drugje, samo njega boli koleno in zaradi kolena pride. Nekdo, ki je nezadovoljen v službi, ne hodi na terapije, samo zaradi tega. Torej, praviloma na to vrstne terapije, karmične diagnostike, ker ugotavljamo vzroke za težave, ker človek mora tvorno sodelovati pri temu in pokazati neko voljo, da se spreminja svoj odnos do vsega, da spreminja svoje življenje glede sloga življenja, prehrano in tako naprej, torej prihajajo bolj ozaveščeni ljudje. Tisti, ki hodijo k terapevtom, bioterapevtom, ki samo nekoga presvetlijo z energijami, ki mahajo z rokami, z energijami. Torej, tudi to je koristno, ampak tam hodijo ljudje, ki niso pripravljeni narediti čisto nič. Tam prideš, dobiš energijo, se boljše počutiš, do naslednjič, dokler prideš in lahko greš. Vesel ti, ker ti ni treba nič narediti, in če sem malo ciničen, veseli terapevti, ker imajo stalne stranke. Torej, moramo si natočiti čistega vina. Torej, če ti k meni prihajaš eno leto, vsak teden in mi prineseš denar, in če imam takšnih 20, potem je moja eksistenca zagotovljena. Je tako? Če pa rečem, danes si tukaj, do naslednjič opraviš domačo nalogo, torej se pogovoriš s partnerjem, spremeniš svoj slog, nehaš se zastrupljati s hrano, ki ni primerna za tebe, urejaš odnose, potem lahko spet prideš, potem ni veliko dela. Dobro, jaz sem imel vedno dovolj dela, ampak še preveč. Ampak večina ljudi ne mara tega. Torej, ne mara tega, da mora se spremeniti, ker so prepričani, da oni dobro delajo. To je ta podzavestni vzorec, jaz imam prav in se ne motim. Ta vzorec v resnici je eden od najbolj ubijalskih v naših življenjih. Torej, če imam jaz, tu prepoznate te ljudi potem, da oni vedno vejo, kaj je prav, oni vedno vejo, koliko bi morali nekoga obsoditi, oni vedno vejo, katera stranka politična je prava, oni vedno vejo, torej, kako bi se morali prehranjevati, oni vejo vse in silijo v vas, tudi fizično. Torej, če so zraven vas, ridejo v vas, če se umaknete, grejo za vami. Če imate takega v družini, imate verjetno slabo karmo. Torej, se morate včasih umakniti, ampak to je zelo, zelo zoprno. Taki ljudje so zoprni. In taki ljudje ne poslušajo nasvete, zato ker oni vedo, kaj je prav. Torej, to že ne more biti res, ker jaz vem, da to ni tako. Super, jaz pravim, tisto, kar ti veš, v takšnem stanju si, če pa želiš, da bomo kaj izboljšala, potem pa daj poslušaj še mene, ker jaz vem pa tudi nekaj zadeve več. In tudi nekako razdeliš ti, ljudi, ki so te obiskovali, so na eni strani tisti, ki pravijo, da so vedno drugi krivi za njihove težave. Če bi bil mož drugačen, bi bila ona srečna, če bi bila tašča drugačna, bi bila ona srečna. Potem so na drugi strani tisti ljudje, ki trdijo, kaj je tisto, kar moram spremeniti sam pri sebi, da bom drugačen. Skratka, tudi v tem se ljudje razlikujemo. Mi imamo v sebi že, mi smo programirani, ker nas, recimo zadnje 2000 letja, nas že krščanska vera uči. Adam ni kriv, kriva je Eva. Eva ni kriva,
kriva je kača, a ne tako. To pomeni, samo prelagamo z enega na drugega. Mimogrede, sem se zdaj spomnil, ena moja nova, v teh raziskovanjih nova ugotovitev je, zakaj ženske tarnate, da morate vse same postoriti, se postavljate pogosto v vlogo žrtve, ker jaz moram vse narediti. To je zgodovinski program, ki ga imate ženske v sebi. In sicer zakaj? Skozi zgodovino so moški odhajali, ženske so bile same z družino, največkrat. Moški so bili v vojni, na lovu ali pa na delu nekje. In ženska je morala vse sama narediti. In hčerke so gledale mamo, kako ona vse sama naredi, in je morda tudi govorila, vse sama moram narediti. In s časoma se je ta program prenaša iz ene generacije v drugo. Ta program, ko se ga razreši, se počutite lahko. Če želite, zato rabimo par minut. A želite? Samo Bog ne daj, da se moški tega znebite. Da ne bo bolj kaj narobe. Torej, moški pa lahko imate ta občutek, da ste za vse sami odgovorni. Ja. Torej, ste za to? Ja. Ok. A je to tako enostavno? Je. Tako enostavno to deluje. To je tako enostavno, da včasih moram zakomplicirati na predavanjih, da bi me sploh razumeli. Enostavno zaprete oči, ne razmišljate, samo si dovolite, da me sledite. Vstopam v podzavest, v katerem je program, torej ženske to počnete, v katerem je program, jaz moram narediti vse sama. In si povem, ne potrebujem več tega programa, počakamo, da se to transformira, temu rečemo. Zavedno se osvobajam ujetosti v podzavestni program, jaz moram vse sama postoriti. In sedaj sem svobodna v temu, da postorim ali ne postorim, da razdelim naloge ali pa ne razdelim, da igram vlogo žrtve ali pa ne igram vlogo žrtve, da sem morda potrpežljiva, če moj moški ne bo hipoma skočil in naredil tisto, kar sem mu rekla, da je potrebno narediti. To poznate, ne? Torej, že včeraj sem ti rekel, da zamenim žarnico, pa še nisi naredil. Če tretji dan to ne narediš, bom pa soseda poklicala, bo pa on. Takrat pa skočil takoj. Ja, sosed pa že ne bo menil pri nas. Ja. Okay. Tiste, ki ste imeli te program, ste začutili olajšanje verjetno. A ste začutili? Ne, ni odziva. Ja, nekaj ste, kad je. Ja. No, morda se zdaj tukaj smo naredili neko tako kratek proces, ampak vsi ti procesi so opisani tudi v knjigi Izhod iz matrice, najdejo jih tudi na tvojem YouTube kanalu. In ena izmed teh, zelo koristnih procesov oziroma praks za pridobivanje energije, kaj si mi želimo v življenju, več energije, zato da bi bili bolj uspešni, učinkoviti, da bi lažje živeli, reševali probleme, je prav Axis Mundi. In tudi Axis Mundi, morda veš nekaj besed, je pa tudi dostopen na spletu. Torej, na moji spletni strani na YouTube najdete prav postopek, kako narediti Axis Mundi. Zelo enostavno. Kaj je Axis Mundi? Axis Mundi, to poznajo antropologi že sicer, ampak ne govorijo na ta način. Idejo za to, kako narediti praktično, uporabno to metodo ali način sem dobil v Sibiriji, ko sem bil pri sibirskih šamanih. To je pravzaprav spoj neba in zemlje. Torej, pod nebom mislim tiste višje ravni, absolutno zavest, čista zavest, nekdo bi rekel božansko, odkoder vse izvira, odkoder dobimo energijo. Tam je implicitna urejenost, torej so vsi naravni zakoni, vse, kar je potrebno za obstoj materialnega sveta, in ko se to spusti na zemljo, dobimo na zemlji eksplicitno urejenost, torej uporaba naravnih zakonov.
Tu smo povezani samo po sebi živali, rastline in ljudje, s tem, da živali to prejemajo brezpogojno, ne komplicirajo, živijo po nagonih in dobijo te energije, koliko potrebujejo. Ljudje pa ne dobimo tega avtomatsko. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo predsodke, ker imamo prepričanja, ker imamo travme, ker imamo torej vse tisto, kar nas omejuje in dobivamo manj te energije, informacij iz absolutnega, zato naredimo Axis Mundi, torej povežemo se zgoraj, prizemljimo in smo dobesedno, ne metaforično, ampak zares smo v stebru energije, ki jo začutimo kot toploto, kot vibracije. Nimamo časa, da bi vam to pokazal, ampak to si vtipkate Axis Mundi, Marjan Ogorevc, pa imate na YouTube ali pa na nekih drugih medijih, še v knjigah. In s tem dobimo dovolj energije, koliko se je mi potrebujemo za naše življenje, za spreminjanje in tako naprej. To je tudi najhitrejši način pridobivanja in najbolj učinkoviti energije. Ampak tisti, ki ste verni, to je tudi Oče naš, ki si v nebesih pride k nam, naše kraljestvo, kako na nebu, tako na zemlji. To je to. Samo, če župnika vprašaš o tem, verjetno ne bo na tak način razložil, zato ker vera ne temelji na tem, da vam razlagajo, ampak vera temelji na brezpogojnem verjetju v tisto, kar vas učijo. Je tako? Torej, tisti, ki je zares veren, tisti ne potrebuje razlage. Razlago potrebujemo mi na tak način, ko funkcioniramo. In je čisto vse eno, na kakšen način mi pridobivamo energijo. Zakaj rabimo energijo? Torej, pa rečemo za izhodišče, vsak od nas ima 100 enot energije, podobno kot v mobitelu baterija. Zjutraj je baterija polna, toliko dneva to energijo uporabimo, zvečer gremo spat, se spočijemo, zjutraj je spet baterija polna. In če smo dokaj v ravnovesju in če smo dokaj zdravi, če imamo dokaj dobre odnose, dobro povezavo zgoraj spodaj, potem se redno vsak dan, bi rekli, updateamo, obnovimo se, vsak dan imamo dovolj energije. Če pa potrebujemo narediti kakršnokoli spremembo v načinu življenja, menjamo službo, gremo v neko šolo, se učimo neke tehnike ali pa pridobivamo neko znanje, pa ta energija, ki jo imamo za vsakdanjo rabo, ni več dovolj. Potrebujemo dodatno energijo. Torej, če dodatne energije ne pridobimo, ko želimo nekaj spremeniti, potem nam bo manjkalo nekje drugje nam bo manjkalo. Torej, če, recimo pa bom dal eno tako zadevo, primer, o kateri se pa res ne govori tudi v strokovnih krogih. Torej, ženska, ko rodi otroka, 3 leta suportira tega otroka z energijo. To je jasno. Nihče ne more zamenjati mamo v tem, da kvalitetno, torej niti oče ne. Torej, kar se mene tiče, oče iti na porodniške dopusti je nam neumnost velika. Oče ne more dati tega otroku, v vrtcu ne more dati tega otroku. Samo ženska mati lahko da to. In če je mati poslovno uspešna, menedžerka, 12 ur dela v firmi, doma ima varuško, ta otrok bo hendikepiran, bo prikrajšan in mu bo to v odraslem obdobju manjkalo. Razumete? To je naravno. To je naravno. Seveda, družba funkcionira drugače. Če živite v Ameriki, imate mogoče porodniški mesec, ne vem, točno, Pri nas bi morala biti 3 leta bi morala biti. In potem seveda, to je problem, ker ženske potem karierno zaostajate, ker če imate 2 otroka ali pa 3, če ste toliko odsotne, seveda je težko biti. Torej, če ženska porabi energijo v službi, je ne bo imela za otroka. To je še en mehanizem, o katerem se ne govori praktično. Torej, otrok, če je zdrav, ima vedno dovolj energije. Če pride mama iz službe stragana, utrujena, zdolgočasena, če se slabo počuti,
kaj najprej naredi? Objame otroka in mu pobere energijo. Otrok malo počaka, ko mu mama pobere vso energijo, pobegne proč, ker čuti, da pa to ni dobro več. Zdaj o tem razmišljam. Torej, ta energija se vedno prenaša iz večjega potencijala k nižjemu. Kdorkoli je to, ne? Zdaj, če mama pride k Ateku po službi, pa se stisne k njem, to je čisto v redu. Naj Ateko pobere malo energije, ne? On je pa sigurno ima za njo. Seveda, če sta v dobrem odnosu, ne? No, zdaj omenil si v bistvu ta rekla, energija je v osnovi vsega. Skratka, imamo nek fokus, namen, delovanje, gremo v tej smeri. Omenil si tudi to razpršenost energije, ne? Razpršeni smo na različna področja. Kako zberemo to energijo, da imamo dovolj moči za spremembe? Ja, to je tudi ena zanimiva zakonitost. Večina nas ima dovolj energije, samo energija ni fokusirana. Če damo primer iz elektrotehnike, če imate elektrone razpršene, gori žarnica. Če elektrone zberete, fokusirate, režete železo z njimi. Razumete, z isto močjo. Torej, tako tudi mi, če smo fokusirani na nekaj, potem energija sledi temu fokusu, namenu in temu fokusu in imamo dovolj energije, da naredimo velike spremembe. Kje izgubljamo energijo, torej kje izgubljamo fokus? Kadar smo ujeti v preteklost, nimamo razrešeno preteklost, odnose, stare travme, karkoli, nam recimo odteka tam, ko pomislimo na nekaj, gre tam energija. Torej, če pomislim, pred 10 leti mi je nekdo umrl, ali pa me je nekdo zapustil, ali me pa nekdo uropal, mu dajem energijo. Pa je rečemo, zdaj samo 20% energije ti odteka v preteklost, ker mi ves čas je opica, ki skače ves čas. 20% namenjamo temu, kaj bo jutri, kaj bo čez 1 leto, kaj bo, ko grem v penzijo, kaj bo, ko grem v dom za ostarele. Torej, temu namenjam energijo. A sledite, torej, to ni duhovnost, to je kvantna fizika, ki to dokazuje. Torej, možno je izmeriti to energijo. In torej, če sem, ali pa če bi zdaj, recimo zdaj, ko jaz tle govorim, je moj fokus samo tukaj in vsa moja energija je tukaj in jo tudi širim. Če bi istočasno razmišljal o tem, pa zdaj sem se spomnil, da sem tam nekje 500 metrov nazaj parkiral na nekem nedovoljenem mestu, sploh ne vem, zdaj bom videl, kaj je, kakšen karmo imam, kaj bo naredil. S tem, ali pa bi razmišljal o nečem drugem, je moja energija razpršena. Torej, energijo pridobimo s fokusom. Mindfulness temu reče. To je ena tehnika, ki jo v Ameriki prodajajo ful drago. To so tedenske delavnice, par juri ostanejo. Čuječnost, ja, ampak mi lahko izmerimo, ne, v bistvu. Ja, gledajte, ampak v čuječnosti sem tudi v službi, če se osredotočim na tisto, kar delam. To vsi znate, a je tako? Čuječnost je tudi, kadar se posvetite kuhanju ali pa otroku ali pa partnerju, to je čuječnost. Torej, vsa energija je tam v tem. Ne? Ko pišem knjigo, sem v takšni čuječnosti, da pozabim na čisto vse, da ne obstaja čas in da čez 3 ure pogledam, recimo rečem ženi, daj mi skuhaj kavo, pa daj mi še tam eno kocko, pa malo viskija gor, da bom imel za spodbudo in čez 3 ure ugotovim, da se jaz tega nisem dotaknil. A si predstavljate? Torej, ker je taka čuječnost, to je tak fokus. Ampak to je povsod in vi lahko čuječnost trenirate tudi, ko vozite avto domov. Fokus je kje? Na cesti in na avtu. Nikjer drugje ni fokus. Kje bo še? Ne? Mi grede te dodatne energije lahko veliko pridobimo s tem, ko razrešimo vse tiste zadeve, v katere smo vložili energijo, pa je nismo dobili nazaj. Če vi ste začeli nekaj delati, pa niste dokončali, v tem je vložek energije. Če pripravljate izpit, pa ga niste dokončali, je vložek energije. Poznam ljudi, ki so
končali faks, pred 10 leti še zdaj niso zgotovili diplomsko nalogo. V tem je nekaj energije. In torej, če delam stvari, ki so nepotrebne za moje življenje, ki so morda namenjene temu, da povečam svoj standard, da bom se pokazal z boljšim avtomobilom ali pa da bom danes več naredil. Dalmatinski pregovor pravi, tisto, kar lahko pustiš za jutri, ne naredi danes, jutri morda ne bo potrebno. No, ampak ni samo energija tam, ne? Tebi so v knjigi pisuješ tudi številne primere tvojih terapiranih strank, ki so prihajali k tebi predvsem zaradi karmične diagnostike, skratka različni podzavestni vzroki, ki nam omejujejo naše življenje, ki nam ga otežkujejo, za katerih smo nesrečni, ne vidimo izhoda. Kako si pomagal takim ljudem? Kako sem jim pomagal? Če je človek pripravljen, ja. Torej mi v karmični diagnostiki smo iztrenirani, usposobljeni, da lahko v podzavesti preberemo tudi podzavestne vzorce, ki nas določajo. Odvisnosti, jaz temu rečem. Če je nekdo odvisen, prej sem omenil, torej od tega jaz imam prav. Če je nekdo odvisen od tega, da mora biti vse popolno, takih je veliko. Zdaj pa kombinacija vzorca pri nekomu, jaz imam prav in odvisnost od popolnosti, to je ubijalska kombinacija. Si predstavljate, jaz imam prav, vse mora biti popolno. V zgodbi se pravijo, da je popolnost na zemlji ne obstaja, je samo prilagojeno funkciji vsega, ki zagotavlja preživetje, razmnoževanje in tako naprej. Popolnost na zemlji je hudičeva lastnost. Upam, da nisem koga užalil, da se ima za hudiča zdaj, ampak torej nepotrebna je včasih nepotrebna, ker neke stvari je potrebno spustiti. In ko se mi razrešimo te vzorce, seveda dobimo tudi energije nazaj. Morda še samo pri teh energijah, ker mislim, da je to najbolj uporabna zadeva. Torej, mi lahko dodatno energijo si lahko pridobivamo, tako kot sem prej rekel, z Axis Mundi. Dodatno energijo si lahko pridobivamo s jogo, naprimer, in tai chijem. To so kot metoda, ki je duhovna, energijska in fizična tehnika, telesna tehnika. S tem si pridobivamo energijo in sproti urejamo tudi energijske pretoke v telesu, obvladujemo telo in tako naprej. Ni časa zdaj, da bi o tem nakladal. Energijo si... Večkrat moram priti. No, to moram še povedati, pa tudi, če bom kaznovan. Torej, energijo si dobivajo tudi verniki, so zares verniki, se prepuščajo božanske z molitvijo. Molitev je koda, s katero se povezuješ s to energijo in dobivajo več energijo. Potem seveda meditacija kot tehnika, kot način življenja, tako. In potem je seveda kraljevska metoda, ki je pa, rekel, za doktorski študij naših življenjih, to je pa tantra. Tantrični lodos je največja pridobitev energije na zemlji. Ampak potem se sami preberite si, pogledajte malo in tako naprej, torej nimamo časa, da bi o tem več govorili. Skratka, zaključil bomo energija s tem, če želite karkoli spremeniti, morate imeti več energije kot običajno, da boste to lahko naredili, ker drugače boste neuspešni. Če boste začeli teči, pa nimate dovolj energije, boste scagali po 2 tednih, ne boste izgubili, boste voljo. Če se boste šli učiti, boste hitro izgubili, če nimate dodatne energije, ali vam bo pa nekaj manjkala. Ja. Torej, energija je ključ vsega in na koncu vse je tudi energija. Vse je energija. No, energija tvoje knjige je tudi zelo zanimiva, ker v njej se nismo dotaknila polno področji, polno poglavij, nismo povedala nič o športu, potovanjih. Marjan je prepotoval pol sveta, skratka, morda nekaj fotografij ste videli tukaj v ozadju. Kaj je tisto, ko gre človek na potovanje, se duhovno spremeni ali ne? Zdaj, najprej, kaj je duhovno? Duhovno za mene ni tisto, s čim se ukvarjaš, ampak odnos do tistega, s čim se ukvarjaš. Torej, čisto vsi mi smo lahko duhovni, če imamo dober odnos do tistega, s čim se ukvarjamo.
Vendar meni ta potovanja, vodil sem ogromno skupin, takih, bi rekel, duhovnih, smo temu rekli, doživeta potovanje po celem svetu, srečanje s šamani in tako. Odprla so mi neka obzorja, ki v Sloveniji, tisti veste, ki potujete izven Slovenije, da se nekaj kar razširi. Da kar nekaj, da smo tle, vseeno smo omejeni, smo v neke koncepte, v to majhnost, torej malo nas je, pa smo potem nismo učinkoviti. Ko sem bil v Sibiriji, v Tuvi, Tuvancev je samo 200,000 in se imajo za več kot Američani, verjemite mi. Torej, toliko so ponosni na to, ne? Mi smo pa kao mali, ne? Ampak na posameznik ni mali ali pa veliki glede na državo, ampak je ali pa ni. Torej, ta potovanja so mi dala veliko širino, veliko tega sem se naučil, veliko tega spoznal, preveril v praksi. In napisal knjige, ne nazadnje, o šamanih, na primer. Ja, imate torej tudi moje knjigo, Bivanje pri sibirskih šamanih. Knjige lahko mimogrede dol na založba Primus ima svoj kotiček, spodaj si lahko pogledate moje knjige tam. Lahko me dobite tudi na drugačni terapiji, individualni ne izvajam več, nimam časa za to. Pišem že novo knjigo, zdaj je pome prišla ven, nove imam napisane polovico, več kot polovico, je pa malo nadgradnja vsega tega, je pa delovni naslov Alternativna medicina kot pomoč pri medicinskem zdravljenju. No, o boleznih nismo pravzaprav nič govorili, skratka, naslednja predstavitev knjige sledi. O boleznih boljše, da nismo govorili, ja, tem si lahko preberejo. Torej, to je to, torej, terapij ne delam individualnih več, na Ižu imam poleti tedenske delavnice karmične diagnostike, to je hotel Korenjak, imate tudi njihov štand, tam imajo celo neke kupone, ki vam omogočajo, da tisti, ki s tem kuponom se prijavijo dol v hotel, da imajo 10% popusta. Tu sem neko gradivo, si lahko pogledate. Dol so tudi v pritličju, malo EPP za njih. Ne vem, kaj bi še... Skratka, jaz bi na tem mestu kot zaključila. Tam moramo počakati, imajo naslednji že, malo so nerodno naredili. Obljubili so nam, da bomo potem, da nikogar ne bo, da bomo lahko ostali. Za vprašanje. Kot bi rekli Ribenčani, če sem obljubil, še nisem dal. Skratka, s temi besedami bi zaključili. Tukaj morda še en stavek. Kot zaključna misel tega našega današnjega srečanja. Napredek, uspeh in presežek se združijo takrat, kadar je človek sposoben preseči togost družbenih norm in ne sledi več dogovorjenim družbenim pravilom, ampak si jih začne postavljati sam. Skratka, vse je na vas samih, da začnete novo življenje. Hvala lepa, Marjana Korevc. Pa hitro berite, ker je